Tako. Zdaj pa še kombinacije. Kombinacije so pa malo drugačne Kombinacije so pa malo drugačne iz razloga, da vrstni red ni pomemben, ne. Kombinacije se pa računajo z binomskim simbolom, ki si ga bomo potem malo bolj upoštevali. Zdaj pri kombinacijah je pa tako, da mi pač nas zanima, koliko možnosti imamo, da dejansko to razberemo. To bi recimo bilo tudi pri lotu. Pri lotu bi pogledali, ne, ker ni važno pri lotu, v kakem vrstnem redu pridejo številke ven, važno je samo, da vi dobite dobitno kombinacijo, ne. Se pravi, prav tako obstajajo kombinacije brez ponavljanja in kombinacije s ponavljanjem, vendar bomo mi si bolj gledali kombinacije brez ponavljanja, ne. Kombinacije s ponavljanjem pa ne boste toliko potrebovali. Tako, zdaj kombinacija najbolje opiše binomski simbol, pa recimo eno stvar z binomskim simbolom. Binomski simbol, ga je treba znači čisto mimogrede izračunati, je takole ko en ulomek, ampak brez ulomkove črte, pa brez pa z oklepaj. Na primer takole, 5 nad 2 se prebere, ne, 5 je nad dvojko. In kako se zdaj to reši? Ja, reši se tako, tole formula, ne, da vzamemo tisto, kar je zgoraj fakulteta, se pravi 5 fakulteta, potem pa spodaj vzamemo r, to je 2 fakulteta, pa oklepaj 5 minus 2 fakulteta. In potem to zaračunamo, ne, 5 krat 4 krat 3 krat 2 krat 1, to je zdaj 2 krat 1, to je pa zdaj še krat 3 fakulteta, ne. Se pravi 5 krat 4 krat 3 krat 2 krat 1, ali pa date v kalkulator, ne, 3 krat 1 krat 3 krat 2 krat 1 pri fakulteti, tole pa tole se prečrta in ostane, pardon, tole je 2, ne. Veste, pri teh izbirah mora vedno priti cela številka, če ste ga takole malo piksnili ko jaz, potem ne bo, ne. To je zdaj 20 deljeno z 2 je 10 možnosti, ne. Pri kombinacijah torej pomeni, da je 1, 2 pa 2, 1 ista zadeva, ne, vseeno ali dobite najprej to, pa pol tisto ali obratno. No, zdaj pa še tole sem mislila povedati. 5 nad 2 lahko zračunamo s kalkulatorjem, tako da kar označimo. In tipka je pa takale: N, C, R. Ponavadi je, jaz jo imam recimo nad znakom deljenje. Tako da to si poglejte na kalkulatorju, bomo s kalkulatorjem to reševali, vam bo veliko lažje. In bo tudi v testu en binomski simbol za rešiti, ne. Tako da lahko še mogoče enega, recimo 2 nad 4. In zdaj poskusimo s kalkulatorjem. Najprej vnesemo noter 9, pritisnemo shift ali pa INV ali kakorkoli že imate tisto, potem to tipko NCR, potem 4, potem pa je enako. In če ste to prav vnesli, bomo kar rekli, da je to 9 C. Kaj smo rekli? 4 je in pride to 126, ne. Ali pa če si zapišete s tem ulomkom. To. Se pravi, imeli smo zdaj 3 vrste kombinacije, variacije pa permutacije, pa še tisto pravilo produkta. Zdaj pa, če si pogledamo naloge, na primer, dajmo si tole drugo nalogo tule pogledati. Na koliko načinov lahko sestavimo 5-člansko delegacijo, ki jo sestavljata 2 od 5 kuharjev pa 3 od 8 natakarjev. Tole sestavljate 2 od 5 kuharjev. Se pravi, koliko kombinacij je, da iz 5 kuharjev izbereš 2. Ni važno, katerega si prvi, važno je samo, da bo kuhal, ne. In to takole napišemo: od 5 izberemo 2. Drugi del imamo pa 3 od 8 in to pa takole napišemo. Večja številka je zgoraj, ne. Od 8 izberemo 3. In potem, ker pač najprej moramo izbrati kuharja,
potem pa še natakarja, damo tukaj vmes krat. Potem izračunamo, koliko je binomski simbol, koliko je ta drugi binomski simbol in to vse skupaj pomnožimo, ne. In dobimo 560. In zdaj smo konec. Na koliko načinov lahko pa razdelimo 9 knjig 3 najboljšim učencem? Zdaj imamo 9 knjig, ja. In prvi dobi 4 knjige. To pomeni, da najprej od 9 knjig izberemo 4 knjige. Zdaj pa ta je že vzel knjige, ja. Ta je že vzel knjige, 4 knjige je že vzel prvi. In drugi ima na voljo še samo 5 knjig. Se pravi, za drugega od 5 knjig izberemo 3. Zdaj zadnji revež, a ne, pa zdaj, če smo že 4 izbrali od 9, pa pol od 5 3, imamo še samo 2 knjige na voljo in ker on dobi preostali 2 knjigi, dobi 2 nad 2. To so povezani med sabo dogodki, ne, in najprej izberemo za tega, potem iz tega, potem za tega in to zračunamo, ne. To. Zakaj nisem izbrala, da bi si pogledali to prvo nalogo? Zato, ker se mi zdi, da bi vas ta trikotnik samo zmedel, ne. V resnici je pa tako, če imate 7 točk, 7, potem mi moramo za en trikotnik izbrati 3 točke, na primer, ne vem, za tegale bi jaz izbrala totole pa totole, ne, pa dobimo en trikotnik. Potem moramo naslednje 3 izbrati, recimo za naslednjega, pa recimo totole pa totole pa takle, ne, da dobimo tole trikotnik vmes. Ali pa recimo potem za naslednjega tole pa tole pa tole pa tole. Se pravi, izmed 7 točk moramo izbrati 3 točke, da dobimo trikotnik. In potem to rešimo, ne, izmed 7 3. Evo ga. Pa imamo še eno nalogo. Prodajalka ima 12 nageljnov in 8 vrtnic. Na koliko načinov lahko izbereš 4 nageljne pa 3 vrtnice? Poskusite sami. 1, 2, 3, 4, 5, ustavite ali pa slišite rešitev. Se pravi, mi moramo od 12 nageljnov izbrati 4. Se pravi, 12, izmed 12 izberemo 4. In potem od 8 vrtnic izberemo 3. Zdaj pa to je možno izračunati na kalkulator, damo 12 pa C4 je 4, 9, 5 krat 8 C3 je 56. Se pravi, 56 krat 495 je 2720. Tako.